Jaz bi se samo zahvalil ekipi na ministrstvu, ki je v izjemno kratkem času pripravila vsebino, s katero smo vam želeli pokazati, da želimo živeti v jeseni, v zimi in v nadaljevanju do pomladi v odprti družbi. Želimo pozdraviti vse paciente, ki se bodo obrnili in bodo prišli v naš zdravstveni sistem. Želimo živeti s COVID-om in v 100 dnevih smo pripravili tisto, kar se je pač v 100 dnevih dalo. Še enkrat, tudi sam bi si želel imeti čudežno paličico in 5 milijard evrov in nagraditi vse zdravnike, vse zdravstvene delavce in vse, ki so v zdravstvenem sistemu, pa je pač nimamo. Ni možnost sistema spremeniti v 3 mesecih, lahko pa ga v 3 letih. To, kar smo vam prikazali danes, je majhen korak, delali bomo kratke korake, spraševali vas bomo za vaš feedback, za vašo povratno informacijo, ali gremo ali smo na pravi poti, ali gremo v pravo smer, in zato vas jaz pravzaprav vljudno prosim. Z moje strani hvala tudi vsem vam, da ste prišli, da ste nas poslušali. Želim si sodelovanja, dajemo roko na Ministrstvu za zdravje, bomo naredili vse, kar je v naši moči, da vam pridemo naproti. Prvič v zgodovini bo odprto, da lahko vsi izvajalci zdravstvenih storitev v javni mreži naredijo toliko, koliko je potrebno in vse bo tudi plačano do konca leta 2023. Vemo, da ni kadra, vemo, da so težave, tudi to bomo reševali, kot sem vam omenil, v nadaljevanju. Imamo podporo predsednika vlade in imamo podporo cele vlade. Prvič, tudi v zgodovini je tako, da predsednika vlade zdravstvo zanima in mu je mar in me posluša in se mi javi, ko ga pokličem, da potrebujemo denar v zdravstvu.